Arabski voditelji so se zbrali v Franciji na vrhu G7, kjer je v središču pozornosti zelo svež dogovor med ZDA in Iranom. Združeni Arabski Emirati, Katar in Egipt imajo vsi dobesedno mesto za mizo skupaj s svetovnimi voditelji, kjer bodo sedli in razpravljali o stabilnosti na Bližnjem vzhodu. Za Egipt predsednik Abdel Fattah el-Sisi izkorišča vrh, da se predstavi kot eden ključnih partnerjev Washingtona, pri čemer gradi na svoji vlogi pri posredovanju v Gazi in tej zadnji ameriško-iranski diplomaciji. Poskušajo egiptovski regionalni vpliv spremeniti v močnejšo ameriško podporo. Za več o tem se nam pridružuje Dalia Ziada, strokovnjakinja za Bližnji vzhod in koordinatorka v Washingtonu pri EastGate. Dalia, vedno je lepo, da ste z nami tukaj na I22 News English. Ko gre za vrh G7 posebej za Sisija, kaj realno pričakuje od Trumpa? Hvala, Nikol. Vedno mi je v veselje biti z vami. Da bi stvari postavili v kontekst, moramo primerjati, kako je predsednik Trump sprejel različne voditelje z Bližnjega vzhoda. Najprej imamo Mohameda bin Salmana, saudskega prestolonaslednika, ki je verjetno najpomembnejši voditelj, ko gre za Iran in nedavne regionalne dogodke, a je bil namenoma odsoten. In mislim, da se je izognil srečanju s predsednikom Trumpom, morda zato, ker ni ravno zadovoljen s tem, kar se dogaja. Druga, dva zalivska voditelja, ki sta ostala in ki zdaj dejansko vodita pogovor o Bližnjem vzhodu, sta bila princ Tamim iz Katarja in predsednik Mohamed bin Zayed iz Združenih Arabskih Emiratov. Predsednik Trump je imel z njima dva dvostranska srečanja, ki sta trajala približno pol ure z vsakim, skupaj z vprašanji novinarjev. Na teh srečanjih dejansko niso podrobno razpravljali o iranski situaciji. Ampak predsednik Trump je seveda izkoristil priložnost, da je tem zalivskim voditeljem predstavil ameriško stališče. Primerjajte to s predsednikom Sisijem iz Egipta, ki se je s predsednikom Trumpom srečal le za 2-3 minute na robu okrogle mize z voditelji Bližnjega vzhoda. V nasprotju s tem, kar so napovedovali egiptovski mediji, da bo imel dvostransko srečanje, da se bo srečal s predsednikom Trumpom. In to se ni zgodilo, kar je zelo pomemben pokazatelj, da v Washingtonu o Egiptu ne govorijo več, da je Egipt prevelik, da bi propadel. Egipt je še vedno ključni igralec, vendar je njegov pomen zmanjšan. Ta narativa oziroma vizija je bila zmanjšana na to, da Egipt vidijo le kot pomembnega igralca, kar pa egiptovsko vodstvo zdaj poskuša spremeniti, tako da ponovno izpostavlja zgodbo in vprašanje Gaze. Ali Egipt torej uporablja ta dogovor med ZDA in Iranom kot priložnost, da preusmeri narativo nazaj na Gazo in ponovno prevzame nadzor nad to zgodbo? Žal je temu tako. Gaza je trenutno za Egipt najbolj donosen projekt. To ni skrivnost. V Egiptu je huda gospodarska kriza, ki traja že skoraj 7 let. Nenehen pritisk na ljudi in seveda se nabira veliko nezadovoljstva do političnega vodstva. Da bi to nadomestili, el-Sisi in njegovi ljudje običajno izkoriščajo to mednarodno izpostavljenost in sodelovanje z mednarodnimi voditelji in na mizo prinašajo regionalna vprašanja, kot so Gaza, Iran in podobno. Kot nadomestilo za to, zakaj morajo ljudje v Egiptu prenašati to gospodarsko krizo. Kaj zadeva Egipt, je ta še vedno najpomembnejši igralec v Gazi, žal zaradi bližine. In rečem žal, ker so na strani Hamasa. Niso na pravi strani, na strani Izraela, na strani miru. Še ena stvar, ki se je zgodila včeraj po sklenitvi dogovora, je bil iranski zunanji minister Arabdži. Eden prvih uradnikov, ki jih je kontaktiral, je bil egiptovski zunanji minister, kateremu se je zahvalil za njegovo vlogo pri premikanju pogovorov z zalivskimi državami naprej in pri prepričevanju teh držav, da bi do tega dogovora moralo priti. Kar je bilo tudi zelo zanimivo, je to, da je Egipt na nek način vpleten v to iz ozadja. In sicer tudi na zelo negativen način. No, po pogovorih z emirjem Katarja je Trump povedal, da Združene države ne bodo vlagale nobenega denarja v Iran. Kaj pa druge države? Kaj pa Egipt? Tudi administracija je dejala, da bi GCC lahko financiral del iranske obnove. Vendar, zakaj bi te države pošiljale denar v Iran, potem ko je Iran napadel njihovo infrastrukturo? Najprej morajo obnoviti svoje lastno ozemlje.
Prej, povem vam, razmislite o tem z njihove perspektive in res jih ne opravičujem. Celotna situacija je zelo frustrirajoča. Ta dogovor, ki je bil sklenjen z revolucionarno gardo, z iranskim režimom, ki je ubil 10.000 svojih ljudi, grozi, da bo izničil vse dobre stvari, ki jih je Izrael naredil v zadnjih nekaj letih. Mislim, naprimer pri razpustitvi iranske milice in dejanski zaščiti številnih arabskih držav pred temi iranskimi milicami. A najbolj presenetljivo tukaj je, kako zalivske države, ki jih je Iran napadel, ki jih je Iran ciljal, brez kakršnega koli pravega razloga, zdaj Iran sprejemajo odprtih rok in pravijo, v redu, začnimo novo poglavje. In težava tukaj je, da žal nihče ne gre nikamor. Iran ne gre nikamor, zalivske države ne gredo nikamor. Združenim državam Amerike ne morejo več zaupati kot zaveznici, na katero bi se lahko zanesli. Ne morejo imeti zdravih odnosov s svojo najmočnejšo regionalno zaveznico, ki je, oziroma najmočnejšim konjem, bi rekla, v regiji in ga spremeniti v zaveznika, kar je Izrael. Tako so izgubljeni na sredini. In rekla bi tudi, da trenutno v zalivu poteka nekakšna diplomatska državljanska vojna. Zelo so razdeljeni glede tega, kako naj se usmerjajo naprej, kako naj usmerjajo zaliv naprej in kako naj usmerjajo regijo naprej, glede na vse te občutljivosti, o katerih sem vam govorila. Tako da res vstopamo v zelo zanimive čase. In rekla bi, da je os zla s tem dogovorom, žal, dosegla točko proti osi dobrega. Vedno je dobro, da ste z nami, Dalija Zjada. Odlično je slišati vaše mnenje. Cenimo, da ste se nam pridružili. Hvala.